Urška Majdič je glasbenica, avtorica, podjetnica, radijska voditeljica in umetnica, ki svoje življenje spretno tke v melodije, besede ter iskreno pripoved. Njena pot se dotika roka, intimnih avtorskih projektov, radijskega ustvarjanja in številnih sodelovanj, v katerih vedno znova pokaže svoj prepoznavni glas in iskreno srce. Urška je ustvarjalka, ki ve, kako ujeti čustvo, ga pretopiti v glasbo ali besedo in ga deliti z ljudmi na način, ki se te dotakne. Danes bova govorila o ustvarjanju, navdihu, materinstvu, notranjem svetu in o tem, kaj vse jo žene, da ostaja tako pristna in večplastna. Pa dajmo. Pa dajmo. Urška, dobrodošla v Moravčah. Hvala, David. Hvala za povabilo in to je zelo hitro sem se odzvala. Ne? Sva kar rabila, tako da reč nekaj tednov, ne bova po številkah zdaj, koliko je teh tednov minilo. Ja, zelo, zelo težko si je pač koledar tako primerno uskladiti, da si lahko vzamem čas za tako prijetno kavico, kot je tukaj, ampak je ratal. Je. Važno, da je ratal. A si prvič v Moravčah? A si bila že večkrat? Ne, sem že bila v Moravčah, seveda sem že dolg ne. To sad ga vprašam, pa se mi krasni, zdi. lepi kraji so, je pa res, da ne, se kar vije cesta dolgo. Se, a ne? Ja, kar je tako kraj. Sam še bolj se vije, če je dež, pa slabo vreme. Verjamem, ja. Danes je pa sonček, je pa to, pa malo hitreje pol. Ja, je prav lepo. Glasba, road music, rečemo, ne? Yes. Tako da, ja. Aha, tudi to poslušaš, road music, ali ne poslušaš samo rock'n'rolla? Mislim, road music je karkoli, kar poslušaš na cesti. Kar poslušaš na cesti, ja. V redu. Še poslušam mix, vse od klasike do roka, celo metala, tako da zelo raznoliko. Aha. Si pa, to te moral vprašati, si pa Urška, ne? Nisi Urša. Ne, Urška sem v dokumentih, ja. A ne? Ja. Mislim, jaz čisto nič ne zameram zaradi mene, če me kličejo Urša, lahko me tudi kaj drugega pokličem, če se odzovem. Ni mi to tako pomembno. Ne verjamem njih v to nomen. Aha. Ni tako pomembno. Ko prideš takole v sobo z mikrofonom, kva se v tebi vse vklop? Verjetno je že malo te poklicne deformacije. Sigurno. Mislim, že toliko let delam vse od voice-overjev, se pravi, snemam sinhronizacije, oglase in te stvari, do v bistvu radija. Sem že prej delala na radiju, potem s Predahom, spet delam na Radio Express, tako da v bistvu se to kar nekako vklopi. Aha, mikrofoni pa to, zdaj radio nikoli ni več radio. V zadnjem času je pač to tudi video, moramo veliko snemati oddaj. Imam tudi jaz eno oddajo, sicer tako krajšo, zastavljeno, strukturno gledano, več ali manj je naslov, tako da se v bistvu taka kratka vprašanja sprašujejo strukturirana in je tako vse nekako povezano z videom. Poleg tega, da je treba itak danes skrbeti za družbena omrežja, kar je meni tako, kdo ima cajt za to? Pa poleg tega, da jaz ne maram svojega zasebnega življenja deliti kaj dosta, ne. Dobro, kakšne stvari že moram, ne, sem pa dam kakšne sončke pa srčke na otrokovo glavo. Ampak pač to je del današnjega sveta, treba sprejeti. Ja. In za vse si pol ti odgovorna, recimo v okviru jutranjega. Veš, kaj mene zanima, kako izgleda tvoj delovni dan? Predstavljam si jaz lahko enega, ne vem, polagalca tale, recimo, enega parketarja, pride na teren, prinese svojo opremo, si naštima, svinčnike, tretje, Enako. Priprava pač traja in traja, ja. Pa gas. Zelo podobno kot čisto pri vsakem drugem jobu, službi, se je treba pripraviti, se pravi, jaz pišem scenarije tako na podlagi strukture oziroma skeleta, ki ga pripravi urednica. Pripravim to, o čem bom govorila, aktualne teme morajo biti, Radio Express je zelo tak, to, kar se zdaj dogaja, se pravi, moram še spremljati sproti, kaj objavljajo mediji, STA, pa te drugi portali. Tako da je pa to, kar se dogaja na cestah, pa to je zelo aktualno. Sploh na naših cestah. Tako da v bistvu moram pa tudi še sproti spremljati, ampak priprave so zelo pomembne. In pa seveda dovoljšna količina kave. Kakšen zajtrk zjutraj, zato ker kave ne pijemo na prazen želodec. Tako, ja,
In potem to jaz pridem tja, ko so semafori še rumeni, žmigajo še, ne? Tako se pravi 5 zjutraj. Si že tam? Ne, ostanemo 5 zjutraj. Okay. Potem grem počasi v službo, tako da nekje 5:30 sem v službi. Je še tama, tako grozljiva stavba, tista iz 70 let, ko se škripa, pa če je veter, pa dež, je tako ampak jaz potem kar odlaufam tiste 3 štuke gor do radia, vse odprem, malo prezračam in tako se pol moje delo začne. Ja, takrat si že do konca zbojena, ne? Sploh še tak strah vključen, ko si ga omenila. Nimam težav s tem, jaz se takoj zbudim. Nimam težav s tem. Kljub temu, da sem velikrat neprespana in da premalo spim, kar je res moj križ in to moram nekako zrihtati, ampak ja, premalo spim in to se pozna. Ampak vsem zjutraj se pa zelo hitro zbrihtam, no. Tako da ni take panike. V bistvu pol pride kriza. Malo bolj raztresena sem zaradi te neprespanosti, pa kaj pozabim, pa kaj tako, ampak načeloma takrat moram biti skoncentrirana tiste 4 ure v etru, se pravi do 10. In potem pa se že začne priprava za naslednji dan. Pa še kakšno snemanje vmes, gostje pridajo, pa tako. Tako da je v bistvu taka zelo živa zadeva, meni je fajn, ker je dinamično, ker je v bistvu zelo sem na tekočem zadevam zaradi tega. Tudi ta medij mi omogoča, da lahko v bistvu tudi izpostavim to, kar je meni pomembno, ker pač zelo verjamem v medijsko odgovornost. Se čist premalo govori o tem in čist premalo mediji to upoštevajo, gledajo se na to, kaj se prodaja. Pač meni je pa fajn, da tukaj lahko povem to, kar se mi zdi pomembno. Seveda še vse na tako objektiven način ne smeš nekje ful svojega mnenja. Ne, da lahko sam postaviš neko pozicijo. Osvetliš neke teme, ki so ti pomembne. No. Tako da meni se zdi to super delo zame, ne. Tudi lahko ful govorim, pa mi nobene zamer, ker sem pač, ker to moje delo. Želim pa si več feedbacka, to pa ja. Ker ko sem bila veliko na odrih, je bil takojšen feedback oziroma povratna informacija, se pravi, so ljudje takoj, ne vem, že videl si jih pod odrom, da so peli zraven besedilo, da so ploskali, da so uživali kakorkoli, ne, ali pa se vrteli, ali pa metali po tleh, ali pa bruhali, ne. Ampak zdaj tukaj pa nič ni, ne. Tukaj pa enosmerno govorim in pa tako, včasih pride kakšen mail, pa včasih kaj tako, ampak načeloma ni, ne. To je tisto, kar pogrešam. Želim si, da bi bilo več te povratne informacije, da bi nam več pisali, več tako mi kaj, tako da povejte, no, kaj pa vi mislite, in pa koga pokličem, pa pol dobim sem sa srečna, kad dobim feedback nazaj. Tako. Pa imaš občutek, da te ljudje, poslušalci zaznajo kot pravo tebe, kot tebe? Ja, absolutno, zaradi tega, ker pač se čutijo, da sem taka človeška. Jaz ne skrivam tega, jaz ne trudim se biti, kako bi rekla, izumetničena, pravilna in ne vem, bla, bla, ampak sem pač taka, kot sem, se zmotam, se sama sebi začnem smejati in ne vem, pač se mi zdi, da čutijo, da sem človek, ki govori sebe, tudi velikrat, kaj povem o svojem otročku, o sinu. In to takrat jaz čist drugače začnem govoriti, se mi zdi še bolj tako srčno, no, srcem. Tako da se mi zdi, da so me že dojeli kot tako, no, da nisem izumetničena ali pa sfejkana, po domače povedan. Pristnost, domačnost izvira iz pol te tvoje materinske plati tudi. En del, zdaj en čist nov spekter se je odprl zaradi materinstva in tako da ja, sigurno, da je neka dodatna nota k temu, no. Saj sem bila že prej pristna, se me ljudje poznajo, da ne maram tega fejkanja, da so ljudje, ki se nekaj delajo, pač so meni že a priori antipatični oziroma se kar umaknem, pa tako, ampak tako zdaj, pač takoj, ko se kaj pogovarjamo o otrocih, pa to, ali pa če se s poslušalci pogovarjam, kaj pa vi, koliko imate stari, pa kaj začnejo govoriti, takoj se začuti ta, kada smo
del enega klana, ene skupnosti, ja, mi vemo, a ne, kaj to naredi, a spet ste bolni, kaj so, v šoli so spet ušijo, mene že vse srbi, tako da ja, smo, ne, kar tako se lahko že poistovetimo, smo del ene take družine, meni je to fajn. Kakšen izziv pol ti predstavlja iz dneva v dan voditi ta jutranji program? Ja, izziv je to, da je pač uživo, da se zelo slišijo napake, da se zaveda, že te tok in tok 10, 40, 50 tisoč ljudi sliši, če se zmotiš. Tako da to je pritisk, mogoče ne se ne smeš na to fokusirati, ne? Ampak prej sem videl, imaš športno uro, pa si meraš v tripu mes, a naraste, kaj greš v veter? Ne meram si. Ne. Kaj pa po feelingu? Mislim, v bistvu ne, jaz sem tak posebno osredotočenost padem, tako da je to čisto drugo. Je pa včasih, če se kaj zalomi, recimo včasih tehnika, kaj neki se... vem, že klele. Programi, program neki je sicer super program, v katerem delam, ampak pač, ker sem tudi producentka in moram pač tam sama, sem tam tako kot eni vesoljski ladji, a ne. Včasih se kaj zaštrika, da ne vem, po nesreč dvakrat kliknem in takrat... ljudje ne vejo zakaj, ampak ne slišiš se prav, a ne? In takrat moram to hitro rešiti in takrat mi začne ne, takrat treba kar se malo umiriti. In v tistih takih primerih ni dobro preveč kave, bi bilo boljše kakšno mačo ali pa kaj takega, takrat se za umirjanje, ampak kaj pa slaba plat? Če lahko tudi to omeniš. Mislim, čisto vsaka stvar ima dobro in slabo plat, zato ker se fokusiraš na nekaj. Ne? Pač meni je dobro, da se s Klemnom Bučanom menjava, da ne delava skupaj, se pravi, mi dva sva solo vsak teden, ne? Nisem torej alternacija, ne? In meni je fajn, da se lahko v ta drugem tednu spočijem, da lahko malo kasneje vstanem. In imam še čas za mojo to drugo službo. Tako da to je absolutno ful pozitivno in tako. Sigurno negativno pa je, da takrat, ko pridem nazaj v službo, spet treba 5 zjutraj vstajati in mene ne moram se navaditi na to jutranjo uro. Pač ne moram, ker ne hodim pravočasno spat, ker imam še toliko stvari za narediti in možgani preveč delajo in ne, zato. Rekla si drugo službo, a si s tem mislila materinstvo, ali ustvarjaš kaj? Mislim, v prvi vrsti sem mama. To je nad vsem zame. Pač meni je to najbolj pomembno, to sem jaz, to ni služba, ampak je identiteta že skoraj, ne, bi lahko rekla, no, sigurno. Tako da to je absolutna prioriteta. Tukaj povem nekaj, mogoče se marsikera ne bo strinjala z mano, od ženskega bo poslušala, ampak jaz sem še celo mnenja, da jaz recimo ne bi imela nič proti, če bi bila samo mama, samo doma, gospodinjska dela, ne bi imela težav s tem, bi uživala v tem, zato ker je že to samo po sebi toliko odgovorno in lepo delo nagrajujoče, da res, če bi dovoljeval čas in finance in te stvari, sploh ne bi bil problem. Tudi kar se mene tiče, nisem tako, da bi imela neke ambicije, zdaj pa moram nujno nekaj delati, ne vem kaj, da me ljudje vidijo, slišijo ali ne vem, nekaj od mene dobijo, sploh ne. Ker je v bistvu že to nagrajujoče, ko ta mali, tako, ko si izmislim pravljico in ko vidim njegov odziv, ali pa ko si nekaj zapomni, pa mi po ful, ne vem, reče, tako ponovim nekaj, kar sem mu povedala in tako vidim, kako se je vtisnilo v njega. Pa to je nekaj najlepšega. Jaz ne rabim drugega, ne rabim nobenih drugih zunanjih potrditev, ker je pač to najlepša možna potrditev. Tako da ponavljam, meni je to najpomembnejša služba oziroma ne vem, poslanstvo biti mama. Potem je pač tisto, kar moram imeti, da plača položnice, in to je pač radio in še moja podjetniška pot je pa zlata bajta. Da malo poveč povejo. Zlata bajta pomeni, da se fajn sliša, ne? Ja. To je zato pač bajta beseda, ne, tako taka domača, ne pomeni samo hiše, bajta pomeni tudi tako v
v slengu tudi človek, ki rečeš, ti si stara bajta, ti si tak prijatelj, se pravi, eno toplino izraža. Po drugi strani je pa zlata, ki je pa nasprotje, ki si bi predstavljamo zlato, kujemo v zlato, ne vem kaj, ampak je v bistvu gre za prispodobo, se pravi zlata vredna bajta. To pa gre za property management oziroma upravljanje z nepremičninami. Mi vzamemo nek vikend ali pa neko enoto, ki ni kaj dosti uporabi, ali pa tudi je, pa lastnik ne ve čisto točno, kaj bi naredil s tem, ali pa ima preveč stroškov ali pa karkoli in da nam v upravljanje in potem mi to v bistvu revaloriziramo, recimo naredimo iz tega turistično nastanitev ali pa neki, ali pa tudi ne, ali pa tudi samo vzdržujemo, pač odvisno od tega, kaj sploh lastnik želi. Ali pa proba. Recimo, zdaj smo probali za eno sezono z enim, ki je svoj osebni apartmajček, ki ga je imel, smo pač spremenili v turistični obrat. Kadarkoli je želel priti, je prišel, je povedal naprej, da smo mi takrat datum rezervirali za njega, da ni bilo na bookingu, in je prišel in vse urejeno, vse diši, vse popravljeno, peč popravljena, ne vem, kaj smo vse naredili, take stvari in so zadovoljni, mi pa v bistvu se plačamo iz provizije. In to je ena taka stvar, ki se mora prijeti, ki je pač proces, da se izplača, bom rekla tako iskreno. Je pa tako res ena taka zanimiva stvar, ker ljudje sploh v Sloveniji se mi zdi, smo nagnjeni k tem vikendom, ki potem samevajo in pa, ko pridajo ljudje v reveži, delajo, sam delajo, namesto da bi počivali na tem vikendu. In to je ena taka možna rešitev. Pridajo majstri naši in zrihtajo in pa oni končno lahko uživajo tisti bogi vikend. In pa tako, kaj mi pa zdaj delam, zdaj pa noč ni more. Ja, uživi človek, zaslužil si, uživi. No, to je zlata bajta. Imamo tudi še kakšne druge te nastanitve, zdaj imamo meni najljubša hiška na morju, to pomeni, tega ful ljudje ne poznajo. Poznaš ti, houseboat se reče. Ne veš? Da je razlož. To je hiška na morju, tudi jaz prej nisem vedela, trimaran se reče. Se pravi, v marini parkirana, stalno parkirana, čeprav načeloma bi lahko bila plovna, ampak ni, parkirana, zasidrana in je hiška luksuzna, se pravi vse noter. Od pomivalnega stroja, klime, take udobne postelje, za 6 ljudi je vse skupaj in zgori na strehi džakuzi, delujoč, zasebni in to je pač taka plavajoča hiška. Vse je v sivki, pa tako vse diši, pa to, jaz sem čisto navdušena bila na tem, jaz sem rekla, kako nisem vedela, da to obstaja. Mislim, vedela sem, da obstajajo neke hiške na vodi, nisem si predstavljala, da je to tako cozy, pa tako vse mičkano, luškano, ampak vse je not. Ampak funkcionalno. Funkcionalno, to je bistvo, ne. In tako te malo ziblje, tako ne. Čeprav, moram povedati, da so povedali v marini, da imajo nekateri morsko bolezen od tega minimalnega nihanja, to neverjetno. Jaz sem bila gor neki dni, smo bili, koliko 4 dni smo bili, meni je bilo to skozi gor, nisi šla nič dol na kopno. Ja, smo šli na plažo, pa tako itak, sam pač to je bilo prijetno, tako sem si ne predstavljala, ljudje dejansko imajo morsko bolezen lahko od tega, tako da sem si mislila, svašta, zanimivo. Kje pa lahko ljudje posežejo po to vrsti storitvi, po zlati bajti, kako je to? Aha, čas je za oglas. Ne, res me zanima. Ja, pišejo nam na zlatabajta.si info. Pa mi dobimo, mi lahko damo, pripravimo ponudbo v bistvu za nastanitev, za to ali pa za, ne vem, upravljanje z nepremičnino, če hoče, imamo pa tudi na bookingu pol te zadeve. Pismo res gre v uho, dobro ste izbrali. Hvala. Ja, v bistvu smo združili, pač meni čisto prvotna ideja je bila iz tega, da pač poznam zelo nepremičninski trg, pa zelo sodelujem z eno agencijo že pač ful časa nazaj, čisto samoiniciativno. In oni so rekli, da imajo neke zadeve in da se ne morejo s tem njih ukvarjati. In pa sem spoznala eno ekipo, ki vzdržuje, in pa sem spoznala tako pač ful sem jih skupaj spravila, da gremo nekaj narediti, gremo sodelovati, ker jaz res verjamem, da je ključ v sodelovanju. In pa sem ustanovila Zlato bajto, poklicala te ljudi na kup in zdaj v bistvu smo taka lušna ekipca, ki dela in za čisto vse, to je zanimivo, da vse
za vse predstavlja to druga služba, ne prva. Ampak folgamo, zaradi tega, ker zaenkrat še ni tega toliko. Ne. Če bi pa bilo, pa bi verjetno mogli se čisto vršiti to, ampak meni je fajn, da je to tako zdravo. No, da jaz sem bolj taka neka logistična, kreativna producentka. Pa lepa nadaljevanje iz tega tvojega študija. Ti si magistra turizma, ne? Ja. Področje kaj trajnostnega... Trajnostni razvoj me zanima. Mene je to takrat tako biljoj. Zdaj bi mogla prav tiste ljudi, takrat, ko sem končala magisterij, pa so me ubili v smislu moje zagnanosti. To se ne dela, ljudje. Pride študentka, vsa sveža z energijo, idejami, zagonom, dajmo nekaj narediti, dajmo narediti spremembo, dajmo več v trajnostni razvoj. Takrat pri nas še ni bilo toliko, ne, to je toliko nazaj. Ko sem jaz diplomirala, pa pol magistrirala. Tako da takrat res je bilo šlo po vojih. Če boš povedala cifro, kdaj je to bilo, še boš pa zakašljati zraven. Magistrirala sem... v redu je. Ne, pa se je bilo že, no, ampak pač res je bilo šlo po vojih. Ne. Kar neki direktorjev, ko sem delala te strukturirane intervjuje, kar neki teh vodij mi je takrat zbil voljo, ko so rekli, kaj se s tem greš, tukaj ni dovolj denarja, v tem ne boš uspela. Jaz sem pač imela neko idejo nekega trajnostnega portala, to pomeni globinski portal, ki bi na nek način bil kompas za vse obiskovalce Slovenije in tudi za nas, v bistvu za domače prebivalce, da če bi želel pridati kamorkoli, ne vem, neko nastanitev ali pa restauracijo ali pa karkoli, pa da bi v tipku recimo da ima trajnostni razvoj, da ima nekaj ekološkega, da ima nekaj to, tako se pravi ful enih faktorjev teh, ki jih samo tipkaš in ti pokaže na zemljevidu, kam lahko greš in te usmerja. Takrat še ni bilo tega, ne? Zdaj že milijone enih aplikacij, ne? Ampak takrat še ni bilo. Ne? Zdaj, ne, to premalo dobička, to noben ne bo vložil v to in so me ubili. Plus neke druge ideje še tudi, tako da sem rekla, to se ne dela. Jaz sem bila čisto razočarana, sem rekla, kakšna miselnost je to. To so ljudje na položajih, ki so v bistvu odločujoči, zaradi njih bi se lahko kaj spremenilo, zaradi njih bi se lahko kaj premaknilo, pa se ni, ne. Zato, ker so pač sam greli svoj stolček, vlekali v tistem svojem mandatu, kakor se je dal in to je bilo to. In to je tukaj se mi zdi problem, no, da ta začasnost. Bistvo trajnostnega razvoja že samo ime pove, ne, da se gleda naprej. Se pravi, to, kar se zdaj dogaja in bo tudi jutri in za naše zanamce, otroke, pa če treba gledati nekaj, ki ni začasno, ampak tako dolgoročno efektivno. Tako da zdaj pač ta zlata bajta zelo malo se dotika te teme trajnostnega razvoja, ampak v neki meri pa vsem, ker si ne moram pomagati. Tako da če se le da, pač implementiramo kakšen trajnostni vidik, no, pa je bolj ekološko rešitev, če je možnost A, B, ne, pa dajmo rajš to, ker je to bolj naravi prijazno. Jaz recimo tudi svetujem ne tega zabetonirati, zaradi tega, ker je pač jasno, da je pač zemlja upija, ne, bo manj poplav, bo manj to, dajmo zelenje, dajmo zelenico, dajmo tukaj vrt narediti, dajmo tako, na tak način. Jaz sem se preveč razgovorila. Ne, super, si razložila. Samo, da se jaz sprašujem, kje ti ostane pol čas in energija za glasbeno ustvarjanje. Ker ti si pa glasbenica že od nekdaj, pa mogoče še prej, a je to glasbeno, pa vse vrsto ustvarjanja, je to te položeno v zibko, a si prišla v tako familijo, ali si ti to v familijo prinesla? Tako. Klele mogoče malo začnim pa, Mislim, pri nas doma se je skozi neki pel, igral, ampak nismo bili tako, niso bili glasbeniki prav. Nekaj sem slišala, da je nek moj daljni prastric, ali kaj je bil nek skladatelj, dirigent, ali kaj, ampak niti ne vem tako podrobno. Ampak se mi zdi, da smo, ljudje imamo glasbo že itak v sebi, a ne, pač, če nimamo mi, ima pa, ne vem, kakšen sorodnik, sigurno. To je, glasba je zelo taka, mislim, da ni tako, da so redki izbranci, ampak gre samo za to, koliko to razvijaš, a ne. Jaz si nisem mogla pomagati kot razvijati, zaradi tega, ker sem bila srečna, ko sem pela. In tudi
odpisala glasbo že zelo, zelo, zelo rano. Tako da že pri 5 letih je mami mene posnela. Oziroma, jaz sem se snemala, čim sem znala, tiste dva prska, tiste starejše generacije boste vedeli, ko pritisneš rec pa play, a ne? In presnamo še eno kaseto, pol starši sprašujejo, kaj je zdaj tukaj gor posnet, kje je moj Glenn Miller, ali kaj, whatever. In pol neki neko ropotanje, pa petje zraven, neka uglasbljena zgodba. Ja. Tako ste začeli in v bistvu že skozi ostaja glasba z mano, pevski zbori so nekaj čudovitega in jaz upam, da to ostane na osnovnih šolah, ker je to meni je to veliko pomenilo. Tako te pevske skupine, pa to, kar se tiče glasbil, je pa tako stvar. Ne vem, mene niso nič silali starši, jaz sem se potem kar sama učila samouk, kolikor se je dal, nekaj sem sicer hodila nekaj ur, ampak to je bilo vse tako zelo, ne vem, jaz sem zelo po posluhu. Jaz rada pač nekaj slišam v glavi, bi rada to ven dala in pač zaigram po posluhu. Zato pravim, da jaz ne znam nič igrati. Jaz sem čisti samouk, naturšček in pač komponiram v bistvu iz glave. No. Ja. Kako, na kakšen način pa začutiš, da nekaj nastaja? Iz tega le pa nekaj bo, kaj je to ton, nek spomin, ki pride zraven z ustvarjanjem. Kako, kako pride do tistega, momenta, čak, to je treba vendati, to ne bo pa pesem. Ja, pa to se nabira, res. Mislim, tudi če nič nisem nobenega albuma dala ven, že nekaj časa, ne. Nazadnje sem dala ven soundtrack za eno videoigro, v bistvu, ki je posod dostopna zdaj, neke dinozauri, Dinosaur Project. Lahko dava link, a to lahko dava? Seveda lahko link. Do tega gameplaya, kaj. Ne vem. Predtem sem za film naredila, za nekaj sladkega. To je bilo pa to, v bistvu že kar nekaj let ni bilo nobenega mojega tazga komercialnega ustvarjanja v smislu benda. Ne. Pač nimam več benda. Kdo sploh sem? Ne, sej, pač tudi ta zadnji projekt, bom rekla, ki je bil Urška Matič Uma, neskončni album, je bil sicer super band, ampak je bil samo za to narejen band, tako da to ni isto, takrat, ko smo bili Bilisi. Sem po dolgem času najdla majčko Bilisi. Da veste. Ja, res dolgem času, nisem nosila koliko let, tako da čudno, da ni razpadla ta majčka. Tako da ja, Bilisi smo bili res tak povezan band, kot druga družina, no. In to je neponovljivo, no. To, ne vem, kaj tazga po tistem še nisem, tudi nisem, da ni možno, da bi doživela tako. Sem imela neke zasedbe, ta King Fu začetki z Rokom Golobom, ampak je bilo to tako zelo ljubiteljsko, ne vem kaj, oni so potem ful resno zavzeli in sem jim ful prvoščam, pa tako tudi mi je bilo ful lepo, ko so mi rekli za eno besedilo, pa sem naredila tiste začara ime za njih, ko so potem bili ful dobri na popevke, so celo zmagali, ne vem. V glavnem, res so šli za eno tako super pot naprej, ne. Potem pa ta moja Uma, ki je bilo pa v bistvu res samo za tiste albuma, ne. Ki je bilo v bistvu izpovedna, ko mi je oče umrl, ki je bil res moj, kaj ne rečem, mentor, go-to za vse pogovore, res so bila zelo povezana. Dušan, ja. Zato tudi neskončni album Duša. Ne. Pač več pomensko, ne. Takrat sem se zelo spraševala o duši, o tem, kaj je, česa ni, pa upam, da je. Čeprav sem drugače dokaj prizemljena, kar se tega tiče, dokaj tako bom rekla realistična, na nek način, čeprav sanjava, tako da je tukaj nek tak razklano mnenje. No. Rečemo, da upam, da nekaj obstaja, nekaj več, da ni kar konec, če pa je, pa pač itak vse, ker se ne zavedamo. Ne. Pač je pomembno za tiste, ki ostajamo živi in kaj iz tega naredimo, kako živimo s to bolečino, kaj narediti iz tega, ne. In tukaj je bilo eno tako raziskovanje, tako da cel album, neskončni album je v bistvu raziskovanje te bolečine, preusmerjanje v nekaj dobrega, v glasbo, ki ni zamorjena, ampak je v bistvu pozitivna, ker je bil tak tudi moj oče, in je v bistvu tako nastal ta album, ampak to je bila tista zgodba, ne. Načeloma bi se lahko še nadaljeval, ker je veliko takih misli pa to, ampak jaz
kar ne bi, ker se mi zdi, pa še sodi v nek določen čas, v neka določena občutja, ki jih pa danes ni več, ne da jih ni več, ampak so se spremenila. Ker pač ljudje se naučimo živeti z bolečino in potem se določene stvari spremenijo, ko postaneš starš in vidiš stvari malo tudi drugačno. Tako pač ni. Včasih je treba sam predihati, no, bolečino, bom rekla, in iti naprej. Sliši se enostavno, ne? Predihati. V bistvu je. Vse, ljudje dihamo. Dihati. Dih, to je osnovno. Dih. Veš, tako, če to je včasih najtežje. Spozabimo, da dihamo. Tako, ne? Se to mora biti avtomatsko. Se tako smo narejeni ljudje, ne? Se, če ne bi med spanjem umrla, ne? Mora biti avtomatsko. Ampak je pa tudi zavest pomembna dihanja, zaradi tega, ker smo ljudje nagnjeni k stresu in zavest dihanja je tista, ki nam omogoča, da se umirimo. In tudi, kot sem prej rekla, kakšne take težke stvari, kakšne težke dogodke v življenju predihamo, se pravi zavestno se odločimo, da bomo zdaj nekaj naredili, nimamo gremo naprej, dajmo narediti nekaj, da bomo lahko s tem shajali. A pol te je ta ustvarjalni moment oziroma ta projekt najbolj tako transformiral v smislu Urška rokerica, pa potem ne vem, neka transformacija v neko še večjo mehkobo, ker že tako izžarevaš, pa še več te čutnosti in tako naprej. Mislim, ne vem, ta album je res zelo zanimiv, ker je ful raznolik, ker je tudi sem delala z različnimi glasbeniki in tudi sama, ko sem pisala demote, so bili zelo različni demoti in potem je, ne vem, je še prišel, ne vem, kitarist pa rekel, jaz sem pa še ta demo, pa sem pa nekako združila in so komadi taki, da bi bili schizofreni, ker je najprej enkrat ena taka čist pop, sladka balada, po drugi strani nek metal komad skor, tiska sem s Project Eternity delala, ne, tako da je zelo raznolik in iz tega vidika v bistvu se mi zdi, da se je neko iskanje, ne. Zdaj pač iščeš različne, ker ljudje smo pač nismo pač dvodimenzionalni, ampak smo večplastni, smo polni enih različnih občutkov, ki jih pač poskusimo potem urediti in to je mogoče neke vrste iskanje, ja. Tudi marsikdo bi po tem albumu mogoče mislil, da sem jaz totalno v metafiziki ali pa ne vem, ampak je v bistvu pa če poglobljeno, če razmisliš v celoti, gre za raziskovanje. In to je tako raziskovanje, ki mu ni konca in to se mi zdi ena taka zanimiva pot. Kako pa ti ohranjaš stik s sabo, kako se nacentriraš, recimo, kako se spet najdeš, če te nekaj povleče iz tistega jedra, kakšne metode imaš, ne vem, tehnike, s čim se ukvarjaš mogoče, da se sprostiš, ne vem, v tem povej. Ja, v bistvu pač čisto v osnovi me najbolj pač to, ko sem mama, pač ko se s tem malim igram, pa pozabim na čas. O tem bova pol še posebej spregovorila. Okay. Ampak imam pa še eno dejavnost, ki je že nekaj let, sicer neham, pa spet začnem, zato ker imam tak urnik, da zelo težko shajam, ne? In sicer gre za ninjutsu. To je starodavna veščina, po domače povedano ninja, shinobi, in gre za eno tako večplastno, krasno veščino, ki je, ljudje si predstavljajo, da je groba, pa ni, je čista mehkoba, ker že sam nin pomeni, pač iz ninjutsu nin, a ne pomeni pač mehkoba srca pa ostrina meča, a ne. Se pravi, gre za eno tako iskanje gibljivosti telesa, prilagajanja in do preživetja, full kontakt, v bistvu zato, ker pač ne moreš drugače premagati sebe, tako naš sensei Andrej Jasenc skozi govori o tem, da to je učitelj, ne? To je sensei učitelj, ja. In pač neke vrste drugi oče, zaradi tega, ker on dejansko vodi in on zelo dobro vodi, ga spoštujejo po vsem svetu, pridejo k nam iz, ne vem, odkot vse, se bolj zavedamo, kakšno srečo imamo, da imamo takega učitelja tukaj v Sloveniji. In on tudi hodi precej po svetu. In on zelo dobro vodi, usmerja in tudi pove kakšno zgodovinsko ozadje, tudi, ne vem, tudi govori japonsko, pa to pozna običaje, bil že ne vem kolikrat na Japonskem, pa to in je
zelo v stiku s tem. In tudi tako pove, pa tudi po domače. No, in on ves čas govori, da pač tukaj je bistvo v tem, da vsak dan poskušamo biti boljši, kot smo bili včeraj. In da pač skozi pač govori, dovolite mi, da premaknem vaše meje. Kar se mi zdi ful pomembno, zato ker ljudje, ko enkrat padamo v nek comfort zone, se pravi v neko cono udobja, padamo v tisti preveč udoben kavč, dejansko ne zmoremo nič. Takrat pade vsa naša storilnost, energija, zagon in neka apatija, stanje, ki ni v redu. Ljudje nismo narejeni za to. Ljudje smo narejeni za akcijo. To je fakt. Če tako pogledaš iz psihološkega vidika, če ti hočeš, da so ti možgani ostri, da ne vem, da lahko bistro razmišljaš, moraš pač vaditi, moraš, ne vem, veliko brati, se vrniti v šolo, če je treba, pač reševati križanke, karkoli, pač karkoli rabiš, zato da ohranjaš svoj in isto velja za telo, tako da pač moraš biti aktiven. In sani jutsu te kar dobro ohranja. Glede na to, da bom zdaj sveža poškodbo. Pa se tam neki grabiš, Moja šturovost, ja. Jaz sem malo prepozno začela ninjutsu, žal. To mi je žal, da nisem prej začela. Ampak pravijo, da ni prepozno. Še vse ni možno. Še vse znotraj tega svojega ranga lahko veliko naredim in se raztegnem, tako kot sem v lifeu nisem, po mojem. Tako da je zanimivo, sploh ne opaziš, kdaj telo v bistvu začne sodelovati. Čeprav včasih se to telo upre, pa začne vse, pa samo štejemo poškodbe, danes me ta kolen boli, pa danes me to, ampak vse to se zaceli in pozdravi in potem je ful lepo iti nazaj. Klej imaš en tak trening za dušo, za za telo, za vse. Ja, je. Tudi za seveda imamo tudi meditacije, imamo to dihate tudi, ne? Seveda, to zelo veliko damo na to, na dihalne vaje, na vse. Samo masažo tudi končno. Tukaj oni so mogli, to izhaja iz zgodovine, da so se mogli tudi sami sebi pomagati, ko ni bilo nikogar, so se mogli nekako znajdati, če jih je nekaj bolel. Pač mogli so se prilagoditi. In v bistvu ljudje znamo sami sebi pomagati, če se potrudimo. Zdaj se mi zdi, da smo nagnjeni, naša družba je nagnjena k temu, da jamra. Kar naprej. Meni to, pa to ne deluje in pol gre k tabletam. Namesto bi mogoče probali še kakšen drug pristop, najdeti izvor, ne samo simptome. A veš, da sem včeraj slišal, zdaj ne vem, kakšni so podatki za Slovenijo, ker se jih omenila tablete, da jih je 70%, med 60 pa 70% saj na enih tabletih. Pa da jih je na 40% na dveh. Wow. Vse fajn se pomaga. Mislim, jaz sem človek, ki ima migrene. Brez tablet, mislim, zelo, zelo težko. Ampak pač preveč pa ni fajn. Mislim, zdaj tukaj moram spet udarja mamica iz mene, pač to, ko vidim, da otroke, ko so otroci bolni, pa tako zrak, svež zrak, gibanje v naravi, veliko vode, pa ne tistih podcukranih pijač, pa boh ne daj kakšne te hitre hrane, ki ima toliko ene soli, pa sladkorja, pa nekih teh notrne zdravih zadev, pa to. Pač čim bolj naravna nazaj, k temu, čim bolj to, seveda tudi vitamini pomagajo, pa tako, Sam, ne vem, pri otrocih pa sploh se mi zdi, da bi mogla biti ta odgovornost, da se vračamo k sebi. In kaj je tvoj sinko, kako te je tvoj sinko spremenil kot ustvarjalko? Kaj je prinesel v tvoj glas izražanja, tvoj pogled na svet? Zdaj smo tam, daj razloži to malo. Ja, v bistvu že, ko sem bila noseča, v visoki nosečnosti takrat sem imela zadnji koncert z sem imela ta Jay Shetty je bil na obisku, se spomnim, Jay Shetty, on menih. Sta ga povabila Kristi Žmahar pa Mihael Žmahar, moja prijatelja drugače, zelo, zelo fajn človeka,
ful pomagata ljudem, tako motivacijsko, res ful sta zlata. No in ona sta povabila Jaya Shettyja in takrat je bil moj zadnji koncert, ko sem s takim trebuhom. Tako da je že tam malo navajen. Tam malo je bil že navajen na vibracije, bom rekla, čeprav smo bili akustično, sem poskrbela za to, da ni preneglas. Pa snimala sem še en album z Hooray Heroes, za te mali junaki, ali kaj se že. Sem posnela nek album, božični album, takrat je bilo pa par dni pred porodom. Jaz sem bila čist konc, ko mi sem stala. Bravo za pogum, da si se sploh dotevala v tistih dneh. Ne? Se je bilo težko, se je bilo ful težko, takrat sem imela res tak tribuh, no, res mi to. Ampak ja, zato pa se mi zdi, da v bistvu bi kar z mano, že zgolj ima zelo rad glasbo, tako da bom rekla, da je glasba še vedno zelo prisotna pri nas doma. In je Tamali tudi ima talent, ima zelo dober posluh. In sem ful vesela, kar pustim, da tako pač. Koliko si zdaj? Zdaj 6 let. 6 let. Je že v šoli? Prvi razred. Zelo rad hodi v šolo, zelo je radoveden zvedav. In brihtan, mali navihanček. In je tako vplival name na tak način, da njemu pač posvečam čas namesto kakšnim hobijam ali pa snemanju ali pa tako karkoli. Ampak po drugi strani pa takrat, ko ga ni, ker pač sem ločena, takrat, ko je pri očetu, kar je prav, da je v navezi, mislim, da imata kvalitetne odnose pa to, takrat, ko ga ni pa pridejo kakšne take otožne misli, kakšne to, pišem take drugačne pesmi, ampak zaenkrat še nisem nič iz tega dala ven. Ker pač nočem, da je otožno. Nočem, pač vse je lahko okej, če se pač odrasli med sabo lepo pogovarjamo, če komuniciramo, če velja starševstvo, kar pomeni na tako sodelovanje, pa spoštovanje vzajemno. Tako da zadnje čase sama sebe zalotam, da takrat, ko tam ga ni, pišem otožno in to mi ni všeč in zato sem začela zelo delati na tem in sem začela tudi pisati tudi malo drugačne, spet pozitivno usmerjene demote in ko bo to pripravljeno, bom pa končno spet kaj posnela. Tako da, ker meni je to pomembno, zdaj mogoče tudi to name vpliva na tak način, da je zame tudi odgovornost, pač zdaj meni je pomembno, da to, kar dam ven, da dam pravo sporočilo ven tudi za otroka. Pač ne moram jaz kar nekaj, jaz se ne predstavljam, da bi predstavila svetu nekaj kar itak ne verjamem recimo, ampak tudi tako, da bi bilo neko slabo sporočilo in bi otrok to slišal in bi tako, zakaj pa mami poje o, ne vem, šopingu, ne vem. Tako da, ne vem, mogoče preveč kompliciram, mogoče je res nekateri pravijo, da se ne sme tako resno gledati na to, ampak ja, meni pa je, meni je pa pomembno, da to, kar sebe poslušaš. Ustvarjam iz sebe, ja. In da je ustrezen tudi učinka, ne. Pa če vse ima učinka, ne, čisto vse. Ne moš kar neki, ne vem, dati ven sebično misleč, da ne bo nobenega učinka. Čisto vse ima učink. Tako. Kdaj ti je najbolj toplo pri srcu v okviru vzgoje materinstva? Kdaj ti rata najbolj toplo pri srcu? Pa po drugi strani, kaj je tista po tvoja največja preizkušnja v vlogi matere? Bom začela s preizkušnjo. Zaradi tega, ker jaz se zelo trudim biti tako, se držati pač tistih osnovnih rutin, meja, pa tako pravil vzgoje. Je pa to zelo včasih hudo biti vztrajen pri tem, pa pač držati neko lekcijo. Vem, da je za njega dobro, da treba vztrajati, ampak včasih je tako težko biti strog. Zelo, zelo težko. Sploh, če imaš nekoga tokrat, pač to bitje, imaš rajška sebe in vidiš, da se ne vem, joka, da mu je tisti trenutek ful hudo, pa ne moreš ga tisti trenutek rešiti, ker veš, da je dobro za njega, da vztrajamo pri lekciji. To je največji izziv.
prikimavam. Vidim, točno vem, Ja. o čem govoriš. Ja. Vse drugo je pa itak sama toplina. To pa je nekaj najlepšega, ki ti samo od sebe preteče, pa ti da objemček, pa ljubčka, pa reče, mami, najrajši te imam v vesolju, pa tako take luškane majhne. Ali pa, mami, to sem zate narisal. Tako take malenkosti, ki so res, tako, res te kar srce se grejejo. Kako vidiš vlogo umetnika, umetnice ali javne osebe danes? Je to glas, odgovornost oziroma most med ljudmi Vse to. ali nekaj tretjega? Vse to. Vse to. Mislim, odvisno, ne? To je tako široko, odvisno. Jaz govorim skozi zgodbe, govorim skozi besedila, glasbo, scenarije tudi. Sicer jih še nisem objavila, ker pač, če tukaj slučajno kakšen sponzor, ne se mi javi, ker pač brez denarja ne grem več delati. Ampak ja, pišem skozi zgodbe, pač film, tudi končno skozi to, kar govorim na radiju in tako naprej. Tako da so različni kanali sporočanja, pač tistega, kar želiš sporočiti, ampak to sem jaz. Ne? Ljudje imajo različne pač te težnje. Ne? Vse to, kar si opisal, predstavlja umetniški jezik. Ne vem, kaj si točno mislil? Ne, v redu. Ja. V redu, vse je klele pa nadaljevanje. Kaj si želiš, da ljudje začutijo, ko pomislijo na te? Kot ustvarjalko, kot mamo, kot žensko, kot dušo, pa če v njo verjameš, pa ne, vse je. Ja. Ne vem, nisem razmišljala o tem tako. Ni tako, da bi bila obremenjena s tem, zdaj pa hočem, da me vidijo tako. Jaz sem, ne vem, pač delam to, kar čutim, v kar verjamem. Se tudi včasih malo lovim, včasih se tudi kaj drugače spade, mogoče. Mogoče, če povzameva, želim si, da pride sporočilo, ki ga imam tako, kot je bilo mišljeno in ne napačno. Končno. Prav je, da je to čisto odvisno tudi od prejemnika sporočila. Včasih je sporočilo napačno razumljeno, zato ker je prejemnik ima neke svoje karkoli predispozicije, travme, kakorkoli, tako da odvisen. Ja. Sem zafilozofirala. Ne, v redu je. Kaj bi pol bil, če so pri sporočilih, kaj bi bil tvoj nasvet tistim, ki oklevajo pri naslednjem velikem koraku v svojem življenju, kjerokoli smer že, recimo, da... Ne. To je tudi odvisno, zakaj oklevajo. Pač vem, poznam ljudi, ki pravijo, just go for it, go. Ampak zakaj? Zato, ki se treba vprašati, kaj je tvoj namen, zakaj želiš naprej v neko smer. Ne? A je to res to, kar rabiš, kar potrebuješ, a te bo to res osrečilo ali ne, ali gre za nek, ne vem, ego. Tako da jaz vsako stvar vprašam. Mislim, da so stvari ful bolj preproste, kot jih delamo. Ne rabimo vsega tega, vseh teh potrdilno. Mogoče bi to rekla. Vse odločitve, ki saj jaz videla v življenju, pa so bile kakšne zelo težke, kakšne tudi napačne, ampak v glavnem so bile pa pravilne tiste, katere sem zbrala na podlagi ljubezni. Se pravi, ljubezni do česarkoli, ne govorim partnerske ljubezni, ampak tako do česarkoli, ljubezni do sveta, do sebe, do narave, do otrok, do ne vem, pač se pravi, ne izbiraš iz neke potrebe po potrditvi, egotu, ne vem kar, ali pa zato, ker je nekdo rekel, ali pa zaradi denarja končno. Ali pa iz strahu. Se pravi, to so vsi napačni motivi. Pač denar je spet malo druga zgodba, pač včasih nimamo izbere, kot vzeti neko službo, kot da smo na cesti, pač to razumemo, ampak govorimo o drugih korakih. Tako da se treba vprašati, zakaj želimo nekam iti. Pač kot rečeno, včasih so stvari zelo preproste. Včasih smo lahko hvaležni za to, kar imamo in ni treba, ne vem kaj, se izstreliti na drug planet zaradi tega. A imaš kakšen svoj najljubši citat? Ali pa kakšno napotilo, ki ga sama se mogoče prigovarjaš v kakšnih bolj kritičnih momentih, ali pa niti ne? Ja, ful jih imam, zdaj se ne bom noč spomnila, po mojem. Pa kaj ti pride na pamet, se to je zelo nehvaležno po svoje Najbolj sem se igrala s citati v scenariju za Nekaj sladkega, za film, ko je bil lik Ace, Majstorovski, pač on je bil
en tak marketing guru in meni je bilo to tak žur to delati, ker bi se imel take pametne nasvete, ne vem kaj se, ne, ampak po drugi strani pa tudi tako malo hudomušne, ne. In tako včasih mi kakšen njegov citat roji po glavi, tako pa se sama sebe smeja, pa sem mislila, lekaj res, ne. Tako da zdajle v tem trenutku ne vem, kjer ga bi izpostavila. Ampak ni ostalo pri tem. In Urška ne bi bila Urška, če mi ne bi po snemanju tega pogovora poslala zvočno sporočilo. V njem je bil citat. Krasen in zelo zgovoren. Tale. Ljudje preveč hitijo, ne vzamejo si časa za sladico, za tisto najboljše. Pa tudi, če si vzamejo čas, imajo potem slabo vest. Vzemite si ta čas. Vzemite si trenutek za nekaj sladkega. Ok, pa to ne mislim zdaj dobesedno, to je prispodoba, ok? Kaj pa najljubša knjiga? To so dve vprašanji, ki jih vedno ponovim, veš, v teh pogovorih. Imaš kakšno? Ok, citat bom dala v komentar. Jih imam več. Super. Najljubša knjiga pa še vedno ostaja Štoparski vodnik po galaksiji. Douglasa Adamsa, ker je tako zelo fantastična, sci-fi, tak moj žanr, zelo duhovito napisana. Tako še vedno tako ena mojih najljubših. No. Aha, znanstvena fantastika je tvoj žanr. Ja. Se zdaj že meja med realnostjo pa znanstveno fantastiko se počasi zabrisuje, ne? Seveda, ja. Mene to vse zanima. Me zanima umetna inteligenca pa vse te stvari, ki se dogajajo, so tudi razumljive, ne bom rekla strahovi, no, ampak tako dileme, ja. Glede tega previdnost ni odveč, tako bom rekla. Previdnost ni odveč, ampak... Si optimist? Ne, nisem optimist, v bistvu realist. Mislim, da se da marsikaj iz tega dobrega potegniti ven kot orodje, ampak je treba res skrajno previden in sploh, če pride v roke organizacijam, ki se jim gre samo za dobiček, ne. To je nevarno. Ja, je vprašanje, kjer del človeške narave se bo pokazal. Šel ven iz tega. To je tako, poveča vsako lastnost, tako človeško, tako da če je to pohlep, bo povečal pohlep. Potencira pohlep, ja, tako. Tako da potencirali, ja. Emphasize sem imela v... Ja. Cool. Si še za par kratkih zaključnih vprašanj. Tukaj imaš pa samo ena beseda odgovor. Lahko ste dve. Tebi dovolim tudi 3. So pa res kratka, par jih je. Evo, za grand finale. Kaj ti je ljubše? Jutro, popoldan, večer? Joj. A veš, ne? Jaz če se vse tako, vse je za neki vse ima svoj čas. Vse je za neki Ok, sem sva okrog 3 besed. To je tudi v redu. Dejva reči popoldne. Popoldne, ja. Bravo. Stvar, ki te spravi v smeh. Veliko stvari. Ta vprašanje gledate, ne? Tudi, ja. Tvoja skrita super moč. Sočutje, skrbnost, mogoče to. Bravo. Kaj te trenutno najbolj navdihuje? Te dni, ajde. Ta mesec, v zaključku tega leta, ne rabiš zdaj na ta moment. Ok, te dni me najbolj navdihuje. Predpraznični čas dejansko me zelo navdihuje. Opazujem ljudi, kako se spreminjajo, postanejo bolj sočutni. Spet dolgovezam. Ne, super. Beseda, ki opisuje tvoj jutranji ritual. Je to kava? Ali bi kaj drugega uporabljal? Da se spotaknem in udarim najprej za dobro jutro ponovat. Potem pa kava, ja. Tako. Kaj te najhitreje umiri? Objem mojega sinčka. Nice. Prva asociacija na besedo svoboda. Spoštovanje. In ena beseda, ki te najbolje opiše danes? V akciji. To so že 2 besedi. Aktivna. Bravo. Urška. Hvala, David. Hvala za povabilo, hvala za kavo in klepet. Hvala tebi. In za knjigo, ko mi čakam prebrati tvojo knjigo. Prosim za odziv, a ne? Se vidiš, kako je z odzivi. Ti imaš tudi rada, a ne? Ja, seveda. Res sem hvaležen.
da si uletela, ostani, tako kot rečem, taka svetla točka te družbe še naprej. Hvala. Pa dobrodošla Enako. nazaj. Moram tukaj še zaključni stavek narediti, glede na to, da ne režeš tega podcasta. Torej, odzvala sem se zato, ker ko so se spoznala, si bil res en tak sonček, takrat na recepciji, tako sonce, nasmejan, vedno, pa če je bilo ne vem kaj narobe, on je držal celo družbo gor, a ne? In sem si te zapomnila, sem rekla, evo, ta David je pa res eno tako. Tudi ti si svetla točka, no bom rekla. Tako da, pa še dobro kavo narediti. Cool. Thanks. Smo enkrat! Smo.